No, Trump je spremenil mnenje o Izraelu, oziroma še pomembneje, o lastnih politikah. Zakaj je prepovedal Izraelu, da bi videl podrobnosti memoranduma o soglasju, ki naj bi bil podpisan na slovesnosti v petek v Švici? Poslušajmo, kako je podpredsednik J.D. Vance to pojasnil. Zakaj si ne moremo vsi že zdaj ogledati memoranduma o soglasju? Razlog, da ga še nismo objavili, je v tem, da se dogajajo nekatere občutljive diplomatske zadeve, kjer so Iranci in ne samo Iranci, ampak tudi nekateri naši posredniki, Pakistanci in Katarci, prosili, da to izpeljemo v pravilnem zaporedju. Iskreno povedano, tega popolnoma ne razumem. Vendar obstajajo občutljivosti v arabskem in muslimanskem svetu, na katere poskušamo biti odzivni. V bistvu, ali resnično šteje, če dogovor pride v javnost v sredo ali v petek? Ne, zato tega nismo toliko poudarjali, ker bo besedilo najkasneje objavljeno v petek. V redu, Mark. Mislim, vem, da si pravi diplomat in vse to. Kako boš tole zgladil? In povej mi, kaj so občutljivosti Arabcev, Irana, Pakistana in Katarja. Povej mi, kaj to pomeni. Tako da nimam pojma, kaj to pomeni, imam pa eno teorijo zate. Vem, da se veliko diplomacije vedno dogaja v ozadju. Da bi bila diplomacija uspešna in da lahko, urediš vse podrobnosti, moraš vse to narediti tiho in javno objaviš šele, ko imaš dogovor. Ker če nekaj objaviš, preden je dogovor dosežen, lahko uničiš možnost, da do dogovora sploh pride. In tako razumem iz tega, moja interpretacija je, da še ni vse 100% rešeno. Morda so blizu, ampak to je kot biti malo noseč. Ali si tam, ali pa nisi, kaj ne? In tako je moje sklepanje iz odgovora, ki smo ga dobili od podpredsednika, ni še vse zaključeno. In zato nič ne bo javno, dokler ne bo dokončno sklenjeno. Mislim, kakšna je velika razlika, če to objavimo danes, v sredo, ali v petek? Ni velike razlike. Kaj je to? Dan gor ali dol? Ni pomembno. Lahko je pomembno le, če bi s prezgodnjim razkritjem razkrili razlike, ki še vedno obstajajo v dokumentu. V redu, torej najprej. Očitno je predsednik Trump elektronsko podpisal ta dogovor. In če ni bilo, podrobnosti še niso bile usklajene in dokončane, kdo je potem podpisoval te elektronske dokumente? V redu, to je najprej. Drugič, točno tako je. Ta dogovor, za katerega ste rekli, veste, nekaj bi lahko ogrozilo dogovor. To je sprevržen dogovor. Vsak dogovor, ki ga sklenete z Islamsko republiko, je slab, ker jim to prinese še dodatnih 60 dni in tako naprej. Medtem ko še vedno streljajo na ladje v Hormuški ožini, Hezbolah pa še vedno strelja na vojake IDF v Libanonu in meri proti izraelski meji. Oprostite, veste, zakaj tega nočejo razkriti? Ker vsakič, ko pride do uhajanja informacij o tem, kaj bi lahko bilo v tem dogovoru, vsi ljudje v Trumpovi administraciji in republikanci v Ameriki, ki so na strani Marka Rubija in ne J.D. Vanca. In vsi Izraelci pravijo, da je to škandal. Ne morete imeti takšnega dogovora ali kakršnega koli dogovora. In to režimu omogoča, da ima denar in se ponovno vzpostavi. In tudi vem, da pravi, da je vse preverljivo. Neumnost. Prav. Veš, zdaj se ne strinja s tem, da je vsak dogovor v tem primeru slab dogovor. Poglejmo torej na Trumpovo administracijo skozi njeno lastno retoriko, prav? Trumpova administracija je rekla, da si vojne sploh niso želeli. Bili so prisiljeni v vojno samo zato, ker Iranci niso bili pripravljeni diplomatsko narediti potrebnih koncesij, da bi enkrat za vselej končali svoj jedrski program. To je bilo stališče Trumpove administracije. In Trump je večkrat ponovil, da bi to raje rešil diplomatsko, vendar če ne bodo sodelovali, bomo morali uporabiti trdo silo. In točno to se je tudi zgodilo. Vendar ni dvoma, da je Trump od prvega dne naprej izrazil željo po diplomatski rešitvi. Vendar ne, kot je sam dejal, po vsako ceno. Ne nekakšen Obamov preveč ugoden dogovor za Irance, ampak dogovor, ki bi dejansko enkrat za vselej končal njihov jedrski program. Zdaj bi jaz trdil, vem, da tega ne sprejemaš, ampak to je Trumpova administracija dosledno govorila v zadnjih mesecih. Jaz bi trdil, da so si zdaj zelo škodovali in to iz svoje lastne perspektive, ne iz izraelske perspektive, ne iz perspektive Ruti Blumenthal, ne iz perspektive Marka Regasa, ampak iz svoje lastne perspektive so si škodovali. Zakaj? V trenutku, ko zdaj vstopite v ta 60-dnevni proces, kjer velja prekinitev ognja in so ožine odprte, Iranci pa lahko začnejo izvažati svojo nafto.
kar pomeni, da začnejo spet dobivati denar, njegovo pomankanje pa jim je prej škodovalo. Z drugimi besedami, odvzeli ste jim ekonomski pritisk. In če bo prišlo do kakršnega koli olajšanja sankcij ali česa, kar bi omogočilo sprostitev denarja, torej zmanjšujete ekonomski pritisk nanje. Zmanjšali ste tudi vojaški pritisk, ker so v premirju, kaj ne? Zakaj torej mislite, da bodo zdaj popustili? Edina možnost, da bi popustili, je bila, če bi še naprej pritiskali nanje. In z zmanjšanjem pritiska mislim, da je možnost za dober izid veliko manjša. Še ena zadnja stvar glede te teme, prav? Še in Trump in celo Vance sta rekla kaj takega. Rekla sta, da ne dobijo nič vnaprej. Sankcij se bodo znebili in podobno šele potem, ko bodo dejansko izpolnili, kar morajo izpolniti. Z drugimi besedami, najprej morajo ukrepati, preden dobijo kakršnekoli gospodarske koristi in vedno se lahko vrnemo k vojni. Ali bodo Američani umaknili svoje sile? Ali bodo obdržali svoje sile na Bližnjem vzhodu pripravljene in na preži, če bodo Iranci začeli igrati igrice? Torej dve stvari. Če gremo v ta 60-dnevni postopek in zdi se mi, da je to skoraj že dogovorjeno, če gremo v ta 60-dnevni postopek, ali Američani res dovoljujejo, da sredstva gredo Irancem, omilijo sankcije, odmrzujejo zamrznen denar in podobno? In ali bodo ameriške čete tam pripravljene in na preži, pripravljene za akcijo? Ker če tega ne storite, veste, če jim daste, kar si gospodarsko želijo in umaknete svoje sile, potem ni nobene možnosti, da bo prišlo do dobrega dogovora. V redu, najprej se pogovorimo o ekonomiji. Vsi vemo, da je bila ameriška javnost in ne samo ameriška javnost, ampak tudi svetovno gospodarstvo močno prizadeta zaradi Irana oziroma spet Islamske republike. Ne maram reči Iran, ker si iransko ljudstvo ne zasluži, da bi jih uvrščali med te zlobne nasilneže. Prav. Islamska republika je držala svet za tavca s tem, da je prevzela nadzor nad Hormuško ožino. In zdaj spet, vsi, ki so proti vojni, to velja za demokrate in prebujene desničarske republikance, pravijo. Torej zdaj, če odprete Hormuško ožino, bi bilo enako, kot da sploh ne bi šli v vojno, ker je bila Hormuška ožina že odprta, že od začetka, kaj ne? Zdaj razumemo, da je svetovno gospodarstvo problem. In to je resen problem, legitimen problem. Ampak tukaj je stvar, ta gospodarski pritisk, če ste nekdo, ki obtožuje ljudi, kot sem jaz, da smo vojni hujskači in podobno, veste, mene to res ne zanima. In potem bi nujno podpirali gospodarski pritisk bolj kot vojaški pritisk. Kar pravite je, poslušajte, deluje. In res je delovalo. Res je pritiskalo na tisti režim. Ampak tu je še nekaj drugega. Ampak spet, potem so Američani jezni, ker se cene goriva na črpalkah zvišujejo. Torej, spet, to sem že prej povedala. Prav, razumem. Ampak to pomeni, da ne vidijo širše slike, ker ni samo jedrsko orožje. Ja, prav imaš. Trump je vedno govoril, da ne smejo imeti jedrskega orožja. Ampak tukaj je stvar, iranskemu ljudstvu je tudi rekel, da pomoč prihaja. Prav tako je šel v vojno, v zelo pravično vojno, in on skupaj z Izraelom in Združenimi državami sta izvedla dve veliki operaciji, ki sta bili izjemno uspešni. In bistvo je, da so zmagovali. Tudi Trump je rekel, uničili smo njihovo letalstvo, uničili smo njihovo mornarico, uničili smo njihove stavbe, njihovo infrastrukturo, uničili smo njihove voditelje. Dve različni ravni voditeljev sta bili odstranjeni. Naj vas nekaj vprašam. Ko zmagujete in ste odstranili vse te ljudi in imate tiste džihadistične islamiste, ki držijo Hormuško ožino za talca, jim ni mar. Ubili bodo vse svoje ljudi, samo da ostanejo na oblasti. Takrat kapitulirate. Takrat rečete, sklenimo dogovor. To ni diplomacija. To je kapitulacija. Diplomacija, najprej bi rekla, za trenutek pozabite na to besedo. Ko zmagaš v vojni, želiš, da poraženci prosijo za mir. Ne rečeš, v redu, vse to smo naredili in zdaj, ker nas imajo ti fantje v šahu v Hormuški ožini, bomo sedli za mizo in se pogovarjali z njimi. Ter nenadoma začeli govoriti lepe stvari o njih. To je nespremljivo. Sem besna. Zato poskušam analizirati, kaj se dogaja.
In morda me bo Trump presenetil. In morda bo dosegel odličen dogovor, in morda Iranci res plačujejo ceno, ampak trenutno tega ne vidim. Vidim, da so Združene države Amerike Iranu dale novo življenje. Ne Iranu, ampak režimu, kaj ne? In če res pride do umika ameriških sil iz regije, in če bodo Iranci res deležni gospodarskega olajšanja, mislim, da bo njihova motivacija za popuščanja, ki jih je Trump do zdaj zahteval, zelo majhna, oziroma bo to zelo težko doseči. In morda bo treba znova iti v vojno, ker Irancev, če jim bo lepo in udobno, ne vidim, da bi popuščali. Vam pa povem naslednje. Pravite, da zmagujete, zakaj bi torej nehali? In vem iz vojaških konfliktov, v katerih je bil Izrael vpleten, da tudi če si v vojaškem konfliktu v prednosti, to še ne pomeni, da bi moral nujno samodejno nadaljevati. Obstaja tako imenovani zakon padajočih donosov. Včasih moraš odnehati, dokler si še v prednosti. Obstaja problem, da se izraelske vojne, ameriške vojne, soočajo z pojavom širjenja ciljev, kjer kar naprej nadaljuješ. Ko si vpleten v vojaško akcijo, moraš vsak dan ocenjevati, veš, kam to vodi. Ali sem na krivulji padajočih donosov? Sem zdaj v prednosti? Je čas, da prekinem in svoje prednosti uporabim na drug način. In tako je ideja, da moraš to speljati do konca, včasih resnična in včasih ni resnična. Rad bi povedal še zadnjo stvar o Irancih. Prav? Ne vemo, kaj se dogaja znotraj Irana. Prav? Je mogoče, da je režim res na zadnjih izdihljajih? Je mogoče, da bodo iranski ljudje med tem premirjem izkoristili mir in se uprli režimu? Je mogoče, da zaradi vsega, kar se je zgodilo, Trump zdaj kupuje čas, da bi se v Iranu zgodile spremembe? Druga teorija je, da Trump samo želi počakati do novembra, da minejo vmesne volitve, potem pa lahko udari nazaj in to močno. V redu, naj odgovorim na eno od teh vprašanj. Vemo, kaj se dogaja v Iranu, da se še vedno izvajajo usmrtitve nad nedolžnimi ljudmi. To vemo. Vemo, da to, čemur vi pravite zatišje, morda pomeni, da režim ni bombardiran, vendar so iranski ljudje še vedno prestrašeni, niso oboroženi in se ne morejo upreti. In res je, da ima predsednik Trump popolnoma prav, da je bilo veliko voditeljev, veliko pripadnikov revolucionarne garde in basidževcev odstranjenih. In ja, zakon padajočih donosov, imate prav. Ampak v tem primeru sem hotela povedati, da zdaj želi odstraniti svojo blokado Islamske republike in Hormuške ožine. Namesto, da bi rekel, ne, odpritejo takoj za mednarodni pomorski promet. In če ne, vas ponovno bombardiramo. In če ne, vas ponovno bombardiramo. Ne. In strinjam se glede zakona padajočih donosov. Ampak v resnici Američani niso bili ubiti. Bilo jih je nekaj med vojno, ampak zelo, zelo malo, po katerem koli vojaškem merilu, in Izraelci enako. V redu, bili smo in pravzaprav je bilo ubitih več Izraelcev. In ne v Iranu, ampak v Libanonu. Pri tem je bistveno naslednje. To vemo. Zato ne vem, o kakšnem zakonu padajočih donosov v tem primeru govorimo. Drugič, veste, vsem tem ljudem moram povedati, vi preprosto obožujem imena, s katerimi me kličejo na družbenih omrežjih, kot je recimo Zio čudakinja. In to je vsaj eno, ki ga lahko tukaj izrečem, ker druga vključujejo dele telesa, ženske dele telesa in vse mogoče. Resnično antisemitska, ogabna, protiizraelska retorika strani desničarjev. In to zdaj, zakaj sploh to omenjam? Ker vsem tem ljudem bi rekla, da sem bila velika zagovornica predsednika Trumpa. Bila sem republikanka, podpirala sem ga. Izraelci in iransko ljudstvo so ga podpirali. Podpirali so ga ne zato, ker bi bil vojni hujskač ali kaj podobnega, ampak ker je bil na pravi strani zgodovine. Bil je na strani dobrih proti slabim. In zdaj nenadoma spreminja svojo politiko. In zato je zdaj nenadoma J.D. Vance v ospredju in prodaja ta dogovor na zelo slab način. Mimogrede, v nasprotju z Markom Rubijem, ki se je dolgo časa zdel med Trumpovimi največjimi favoriti.
Zanima me, zakaj potem, tudi če je spremenil svojo politiko zaradi ekonomije, vmesnih volitev ali česarkoli že, mora začeti verbalno napadati Izrael. Kaj za vraga mu je Izrael naredil, razen da je stal ob njem, mu pomagal, ga spodbujal in ga ni silil v vojno? In samo za trenutek prisluhnimo, kaj je predsednik Trump povedal o Izraelu. Zdaj nisem zadovoljen s tem, kako se je Izrael obnašal do Libanona in do Hezbolaha. To bi morali biti sposobni narediti hitreje. To se kar vleče v nedogled. In ko se to zgodi, vrže slabo luč na velik dogovor. In to je dogovor z Iranom. Povedal vam bom nekaj. Izrael se predolgo bori s Hezbolahom in preveč ljudi je ubitih. In ni treba porušiti vsake stanovanjske stavbe, ko iščete nekoga, ker je v teh stanovanjskih stavbah veliko ljudi in niso vsi pripadniki Hezbolaha, to vam lahko povem. In predlagal sem Izraelu naj pusti Siriji, da se spopade s Hezbolahom. Ker če sem iskren z vami, mislim, da bi oni to opravili bolje. Lahko odgovorim. Trump tukaj pove nekaj, kar je logično neskladno. In reče tudi nekaj, kar je po mojem mnenju zelo zanimivo. Kar se tiče logične neskladnosti, pravi, veste, vojna s Hezbolahom traja že predolgo in Izrael bi moral umiriti zadeve. Ampak če se pritožuje, da vojna traja predolgo, Izrael ne bi smel umiriti zadev. Izrael bi moral še bolj zaostriti in končati, kaj ne? In mislim, da je to zelo res. In še na enem mestu je rekel, veste, nihče v Izraelu ni bil ubit zaradi raket. Torej ni bilo razloga, da bi Izrael odgovoril tako, kot smo. No, tudi 2 ameriška pilota helikopterja nista bila poškodovana, pa je Amerika, on sam je videl potrebo po odzivu. In mislim, da je veliko tega povezano s tem, da je v občutljivih pogajanjih z Iranci in z njegovega vidika mu Izraelci povzročajo težave, ker daje Irancem argumente, morate ustaviti Izraelce. Morate ustaviti Izraelce. Nisem prepričan, kako resno je to. Zanimiv se mi je zdel njegov komentar o Sircih. In pravzaprav se mi zdi to smešno, ker je Izrael zahodna država, kot so Združene države Amerike, in imamo demokratične vrednote, ter preprosto ne pobijamo nedolžnih ljudi. Tega pa ne moreš reči za sirsko vlado. In celotna ideja je, da Izrael uničuje stanovanjske stavbe, kjer so morda civilisti in tudi Hezbolah, kaj ne? Če bi se Sirci dejansko vmešali, mislim, da bi videli pravo klanje. Vemo, kakšen je sirski režim in zanimivo je, da bi iz tega izhaja, da Izrael ni dovolj previden glede civilnih žrtev. In nekako naj bi bili Sirci bolj previdni. Ampak glede večjega vprašanja, Izrael je v južnem Libanonu. Uničujemo Hezbolahovo infrastrukturo tam. Dobro je, da smo tam. Opravljali bomo pomembno delo tam in ostali bomo tam, dokler bo potrebno. Toda v vzhodnem Libanonu, v tako imenovani dolini Beka, je vsa mogoča Hezbolahova infrastruktura, ki je tik ob meji s Sirijo. Ali predsednik Trump vabi Sirce naj prečkajo mejo v tista Hezbolahova oporišča v vzhodnem Libanonu v dolini Beka in v bistvu pravi, kar Izraelci počnejo na jugu, morate vi narediti na vzhodu. Ne vem, če to res pravi, ampak moram ti nekaj povedati. Vem, da rad hvali diktatorje in zlobne voditelje ter vse to. In Ašara bi, gospod ISIS Al-Kaida, ki naj bi bil zdaj reformiran, šel v Libanon in obglavil vsakega kristjana, ki bi ga srečal. Res, super Trump, najlepša hvala. Ampak to sploh ni bistvo. Moj problem z njim je, kako si drzne reči, da ubijamo preveč ljudi in da rušimo stanovanjske stavbe, kjer niso samo Hezbolah. Kako si drzne? Opozarjamo civiliste, naj se umaknejo. Izvajamo tako natančne napade. To je veljalo tudi v Gazi. To velja za naše vojskovanje. Vsak strokovnjak za vojskovanje je to povedal. Nihče ne vodi urbanega bojevanja na tako moralen način, kot ga mi. Na lastne stroške. In naj samo povem, izraelska veleposlanca v Združenih državah Jehiel Leider, ki je v vojni v Gazi izgubil sina. Zelo ga užali, kadarkoli kdo to omeni. Ker je rekel, da če bi se Izrael boril neselektivno in samo podiral stavbe, iščoč nekoga, bi bil njegov sin danes živ. In to je res. In trenutno v Libanonu, mimogrede, ker je izraelska vlada zelo previdna, da se ne bi zamerila Trumpu. Enote,
Vojaki IDF na jugu Libanona so dobili navodilo, naj se umaknejo in naj bodo previdni. In ne bodo šli naprej. In zaradi tega so lahke tarče, ker Hezbolah ni prenehal streljati. In naj povem, če bi v tem dogovoru, glede na vse zlonamerne akterje, ki pritiskajo na Trumpovo administracijo, če bi v tem dogovoru, v dogovoru piše, da bodo podpisali le, če bodo vse fronte prenehale spopadi in Izrael se mora umakniti iz Libanona. Verjetno ga to skrbi. In če to piše v memorandumu o soglasju, naj nam Bog pomaga. In drugič, vemo, da bo Islamska republika to zahtevala v vsakem končnem dogovoru. In še zadnja stvar, preden predam besedo vam. Vsem vam, ki mislite, da si Izrael želi mrtvih ameriških vojakov ali kaj podobnega, to je smešno. In povem vam, Izrael, če bomo morali ukrepati sami, bomo ukrepali sami. In ne samo v Libanonu, morda bomo morali napasti Iran sami, kar smo mimogrede tudi storili. Naše letalstvo, kot pravijo celo ameriški piloti, je neprimerljivo. In če bomo morali to storiti, če bomo morali iti tja in se boriti ter premagati Iran sami, medtem ko se ukvarjamo še s Hezbolahom, ne vem. Morda bomo morali to storiti. In če bomo morali, bomo to tudi storili. Strinjam se s tem, kar ste pravkar povedali, vendar pa se ne strinjam, ko ste naše vojake v Južnem Libanonu imenovali za lahek plen. Tega ne sprejemam. To so bojni vojaki na zahtevnem terenu, borijo se po svojih najboljših močeh. Obračunavajo s Hezbolahovo infrastrukturo tam. Ščitijo sebe in opravljajo svojo nalogo. Ščitijo prebivalce Izraela, še posebej tiste v severnih skupnostih, ki so tako zelo trpeli. So bojni vojaki na bojnem območju, nažalost so nekateri ranjeni in nekateri ubiti, toda niso lahke tarče. Borijo se za našo državo, za naše ljudi. In ne mislim, da so v situaciji oziroma nobena vlada v Izraelu jih ne bo postavila v situacijo, kjer se ne bi mogli braniti pred napadi Hezbolaha. Želim iti naprej. Samo trenutek, preden greš naprej, ti bom dovolila. Od vojakov prihajajo poročila, da so jim njihovi poveljniki, odkar je bil objavljen memorandum o soglasju, rekli, naj ne storijo ničesar. Ne streljajte, dokler ne dobite dovoljenja. To je res. Ne morete kar tako. Morda so bile omejitve. Ne, omejeni so na način, kot prej niso bili. Ja, naše letalstvo še vedno izvaja napade. Pravim ti, Mark, prihajajo poročila neposredno od vojakov na terenu, da so se ukazi spremenili, odkar je bil podpisan memorandum o soglasju. Ne vem, če je to res, ampak tudi če je, reči, da so izraelski vojaki v boju lahke tarče, oni so tam, so močni, se borijo in opravljajo dobro delo. Ali so bile uvedene omejitve zaradi večjih političnih razlogov? Mislim, da so bile in tukaj želim se dotakniti vprašanja, o katerem ste govorili. Pravi, da bo v Libanonu vzpostavljeno premirje, ki bo spremljalo katerokoli 60-dnevno obdobje. In morda je to eden od razlogov, zakaj Američani nočejo, da bi to besedilo prišlo v javnost. Ker je premirje nejasen izraz. Premirje lahko pomeni različne stvari. Iranska razlaga premirja se zdi, in to tudi povedo, da se mora Izrael vrniti na mednarodno mejo in umakniti iz Libanona, s čimer bi Hezbolahu ponovno omogočili prevzem oblasti. Premirje lahko tudi pomeni, da se Izrael ustavi tam, kjer je, in ohrani nadzor nad vsem ozemljem v Južnem Libanonu, ki ga trenutno nadzoruje, dokler pogajanja tega ne spremenijo. In tukaj želim povedati naslednje, in rekel bi Beli hiši tukaj poslušajte. Če želite Iranu ponovno dovoliti prevzem nadzora nad Libanonom in ponovno potisniti to državo na pot, da zavedno ostane propadla država. Da, pod iransko okupacijo, to je prava politika. Celoten ameriški napor v zadnjih nekaj mesecih je bil, da Libanon in Izrael začneta medsebojno komunicirati, kar smo tudi počeli. In naš veleposlanik, ki ste ga prej citirali v drugem kontekstu, je vodil te pogovore v Washingtonu. Imeli smo pogovore med vojaškimi predstavniki. In libanonska vlada pravi, da želi razorožiti Hezbolah. Želijo ponovno uveljaviti libanonsko suverenost. Bilo je celo govora o pilotnem projektu, kjer bi se Izrael umaknil z določenega območja, libanonska vojska pa bi vstopila in mnogi so bili skeptični, ali bi to delovalo ali ne. Vendar potekajo resne razprave o tem, kako bi lahko imeli boljše odnose med Izraelom in Libanonom. Libanon, ki je bil zaradi Hezbolaha pod iransko okupacijo,
Ja, nekako moramo spremeniti to dinamiko. Če prisilite Izrael, da se enostransko umakne, ne ogrožate samo Izraela, ampak zavržete tudi vsako možnost za boljšo prihodnost libanonskega ljudstva. Zdaj pa bodimo tukaj jasni. Libanonski kristjani so siti Hezbolaha. Libanonski sunitski muslimani so siti Hezbolaha. Libanonski druzi so siti Hezbolaha. To je večina libanonskega prebivalstva, celo v šiitski skupnosti, ki je bila tradicionalna trdnjava Hezbolaha. V Hezbolahovi podpori je vse več razpok. Tudi njihovi ljudje pravijo: Hezbolah, kaj počnete? Kakšna vojna je to? Zakaj nas vlačite v to vojno z Izraelom zaradi tuje sile? In ta tuja sila je seveda Iran. Tako da v Libanonu obstaja neka dinamika, ki pa ni brez težav. Ne pravim, da bo jutri vse super, ampak tam je pozitivna dinamika, obstaja zagon v pravo smer. Če se Amerika strinja z iransko razlago, kaj pomeni prekinitev ognja, kar pomeni, da se mora Izrael umakniti, potem je vse to žrtvovano. To je slaba poteza za Izrael, to je slaba poteza za Združene države, to je slaba poteza za Libanon. Absolutno. V redu, torej pogovorimo se za trenutek o vsem tem in o tezi, kot pravijo vsi na vseh straneh spektra, da Trump to deloma počne zaradi vmesnih volitev novembra, prav? Zdaj, samo da razložim vsem, ki ne vedo, ki niso Američani, saj niso vsi Američani, veste, da na vmesnih volitvah novembra Trump ne kandidira. Najprej, trenutno potekajo predvolitve in Trump podpira kandidate za republikanske predvolitve in upa, da bodo zmagali. Ampak novembra se potem pomerijo z demokrati. Če republikanci izgubijo predstavniški dom in senat na vmesnih volitvah, to pomeni dve stvari. Ena stvar so postopki za odstavitev Trumpa, zato je zanj zelo pomembno, da ne izgubi obeh domov, kaj ne? In po mojem mnenju je to tudi slabo za Ameriko. Res slabo, kot Američanka in Izraelka. Mislim, da bi bilo za Ameriko grozno, če bi demokrati prevzeli predstavniški dom in senat. Ampak tukaj je moja teorija, ki je nihče ne opazi. In to je, mislim, da ima Trump, mislim, da imajo republikanci boljšo možnost za zmago, da ne izgubijo sedežev na vmesnih volitvah v kongresu. Še so na zmagovalni strani, ne na strani kapitulacije, ne na strani Tucker Carlson, Megyn Kelly, ne na strani J.D. Vance. Mislim, da imam, zdaj pa je to tudi na podlagi anket in podobnih stvari. Da Američani iz vseh družbenih slojev si želijo nižje cene goriva. Toda ko gre za ameriško moč in veličino in navsezadnje, kaj pomeni Make America Great Again? Amerika ne more biti šibka poraženka v mednarodnih odnosih in ne more predati svoje moči neki bedni mali teokraciji. Da je premagovala in naj bi naredila svet boljši, varnejši kraj za vse. In če ima v mislih vmesne volitve, mislim, da dela ogromno napako. Tako da bomo počakali in videli, ampak jasno je, da Trump noče imeti zvezanih rok v drugem delu svojega prvega mandata po vmesnih volitvah, noče biti v situaciji, kjer bi ga odstavili in bi se moral ukvarjati z vsemi temi stvarmi v kongresu, ter da bi njegove visoke uradnike odstavili. Vemo, kaj se lahko zgodi, če izgubi nadzor nad kongresom. Zdaj, resnica je, kolikor jaz razumem, možnosti, da bi izgubil senat, mislim, teoretično so mogoče, ampak večina strokovnjakov verjame, da se to ne bo zgodilo. Predstavniški dom je pravi dom, kar pomeni, da ga v resnici ne morejo odstaviti, ker ga mora odstaviti senat. Ampak vseeno, to je čas, to je trud, to je ukvarjanje s kongresom, je bolj zahtevno in čas, ki bi ga raje porabil v zadnjih 2 letih za to, da bi pustil zgodovinski pečat. Ampak se strinjam s tabo, da če bi dosegel resno zmago proti Irancem, bi mu to pomagalo na volitvah. Ampak on vidi stvari, ki jih ne vidiš, ne ti, ne jaz. Je mogoče, da je mislil, da ne bo hitre rešitve? Mogoče je sprejel strategijo izčrpavanja, kjer veš, ekonomski pritisk, vojaški pritisk in na koncu bo uspelo, ampak mogoče ne bo uspelo do novembra. Tukaj bi rekel nekaj, kar mislim, da je treba povedati. Če gremo zdaj v 60-dnevno obdobje zatišja, teoretično, da vidimo, ali lahko dosežejo ta dogovor. In kot sem že prej rekel, mislim, da brez pritiska zelo dvomim, da bo mogoče prepričati Irance, da se strinjajo s stvarmi, s katerimi se do zdaj še niso strinjali.
Ampak, če gremo v 60 dni zatišja, se pojavi tudi vprašanje, kaj narediš s tem zatišjem. Naj vam dam primer. Lahko zgradite in razširite naftovode iz Perzijskega zaliva, ki potekajo po kopnem do Sredozemlja, ali do drugih vodnih poti, da omejite moč iranskega ozkega grla nad oskrbo z nafto. Mislim, ali uporabljate čas tako, da bomo, če se bomo v bližnji prihodnosti znova borili, bolje pripravljeni na grožnje, ki jih bodo predstavljali Iranci? Ni razloga, da bi imeli to ozko grlo. Bili so cevovodi iz Savdske Arabije, iz Združenih arabskih emiratov, do drugih krajev za izvoz nafte in plina iz območja, vendar niso bile dovolj razvite. Ali bomo v naslednjih nekaj mesecih, preden se vrnemo k bojevanju, ustvarili infrastrukturo, ki bo zmanjšala iransko sposobnost, da drži svet v energetskem primežu? V redu, omenila si vmesne volitve. Pogovoriva se o naših volitvah v Izraelu, ki prihajajo. Torej, zelo na hitro, ker nam je zmanjkalo časa, smo rekli prejšnji teden in teden pred tem, da bomo do naslednjega podcasta imeli datum volitev. Še vedno nimamo datuma za izraelske volitve. Ampak kljub temu vemo po postopku izločanja, da najverjetneje govorimo o drugi polovici oktobra, kar pomeni, da bo Kneset opravil celoten mandat. In zdi se, in to so datumi, ki si jih velja zapisati, bodi si 20. ali 27. oktober, tam je največ možnosti. Izraelske volitve, 20. ali 27. oktober. Z drugimi besedami, le nekaj dni pred vmesnimi volitvami v Ameriki. Ne, morda bi, se sprašujem, to je pravzaprav zelo zanimivo. V redu, no, ob tem depresivnem zaključku, ali pa morda nisi depresivna, ampak jaz sem zelo jezna in depresivna zaradi tega, ponovno se bomo sestali naslednji teden. Veselim se tega in rad bi povedal še zadnji stavek z malo domače rege modrosti. Nikoli ni tako dobro, kot se zdi, ampak tudi nikoli ni tako slabo, kot se zdi. No, s tem se sicer ne bi strinjala. Mimogrede, naš naslednji podcast bo predvajan z vrha JNS, ki bo ta konec tedna in se bo nadaljeval v naslednjem tednu. Se vidimo takrat.